Lep pozdrav na ta lep dan, ko so se oblaki razgrnili spet enkrat nad Slovenijo. V imenu Gorniškega kluba vas prisrčno pozdravljam in sem vesel, da sem med vami, ker sem spet enkrat med ljudmi, ki jim srce bije za Slovenijo. Tudi v Gorniškem klubu gornikom ni vseeno, kaj se dogaja s Slovenijo. Skala, ki nadaljuje tradicijo gornikov iz naše zgodovine, ne bo pustila te tradicije. Prvega bom omenil Aljaža, čeprav ni bil prvi, bili so tudi drugi veliki Slovenci, ki je govoril o domoljubju na prvem mestu, o kulturi, ki jo je treba razvijati, o jeziku in tudi je pisal pesmi domoljubne in je na posebno mesto postavil Triglav. In ker so takrat poskušali Nemci, nemški plezalci, nemški gorniki osvojiti naše gore, je z roko udaril po mizi, kupil Triglav in gor postavil Aljažev stolp, ki je še zdaj simbol slovenstva. Potem je tu dr. Henrik Tuma, gornik, nepozaben in zaslužen za Slovenijo, zato ker je načela skale, ki so pravzaprav podaljšana načela Jakoba Aljaža, govoril, pisal in delal. Kajti ta načela so bila domoljubje na prvem mestu, gospodarski razvoj Slovenije, vrednote Slovenije. In Aljaž je bil dalekoviden. Ne samo, da je pisal pesmi, ki jih še danes pojemo, ne samo, da je postavil Aljažev stolp, ta pravzaprav danes že magijski simbol Slovencev, svobode Slovencev, ampak je imel tudi velike načrte. Hotel nas je popeljati v Evropo. Kako? Naredil je načrte, da bi postali takšni, kot je Švica. Ne vem, če vsi poznate njegove načrte, da bi postavil kopališča v vratih, žičnico na Kredarco in morda, ki je še kakšen vlak, tako kot so ga Švicari na Gornji grad tam nasprot Cermata. Potem smo imeli tukaj še velike Slovence. Majstra, ki je prav trenutek prijel za orožje, ampak ni sprožil niti enega strela, zato ker je to naredil v pravem trenutku. Pa smo imeli še nekoga, ki je dosegel, da imamo danes skoraj pravo državo. Kajti prava država je pravna država. Te pa še nimamo. To nas še čaka. In zato si moramo prizadevati za te naše vrednote, za naše cilje, za gospodarski in kulturni razvoj še naprej. Danes imamo ljudi, ki pravijo, da nas bojo popeljali v tisto Evropo, Evropo blagostanja, ki jo še ne poznamo. Naložili so nas v nekakšen vlak, kako se mu reče, francosko-nemški, ampak jaz se bojim, da če bi dobro prebrali napis na tem vlaku, da se peljemo s tistim starim belokrancem, ki se upiha čez te klance belokranjske in se bomo zbudili na koncu potovanja, iz katerega ni povratka, ker dolgov, ki jih bomo morali plačati, mi oziroma naši otroci več ne bomo zmogli. Prepričan sem, da danes, ko iščejo pravi obraz, da bi to presekal, da ga še dolgo ne bodo najdli. Mi pa ta obraz že imamo. Imamo že te programe, ki nam manjkajo in ta obraz je tukaj. Srečno!